19. stoletje je polno številnih življenjskih zgodb, ki so bile izgubljene ali pozabljene. V tem videu bomo raziskali 5 ljudi, za katere verjetno še niste slišali. Njihove zgodbe segajo od šokantnih in žalostnih do navdihujočih. Pridružite se mi, ko bomo raziskovali ta pozabljena življenja, ki so bila predolgo skrita. Začnemo z zgodbo o zvodnici iz Louisiane, ki se je iz nič povzpela ter postala slavna milijonarka. Lulu Henley, oziroma Lulu White, kot so jo tudi poznali, naj bi se rodila okoli leta 1868 na kmetiji blizu Selme v zvezni državi Alabama. Vendar pa so nekateri zgodovinarji v to izrazito podvomili. In v odsotnosti rojstnega zapisa trdijo, da posredni dokazi nakazujejo, da se je dejansko rodila več let prej. Morda v poznih 1850-ih, vendar najverjetneje v obdobju ameriške državljanske vojne med letoma 1861 in 1865. Prihajala je mešanega rasnega porekla in so jo takrat imenovali kvadronka. Ta izraz, ki je po današnjih merilih rasno neobčutljiv, so takrat pogosto uporabljali za označevanje osebe, za katero so verjeli, da ima 1/4 črnskih prednikov. Trdila je, da je priseljenka z zahodne Indije in torej kreolskega porekla, vendar ni jasno, ali je to res ali ne. Veliko stvari iz Lulujinega življenja si je izmislila sama. Ob različnih priložnostih pa je trdila, da njena družina prihaja s Kube, Jamajke ali katerega od številnih drugih otokov zahodne Indije. O Lulujinem zgodnjem življenju je malo znanega, vendar je bilo najverjetneje zaznamovano z velikim pomanjkanjem. To je bil navsezadnje čas obnove po državljanski vojni, konfliktu, ki je popolnoma uničil gospodarstvo južnih držav, kot je Alabama, in od katerega si je bilo treba dolga leta opomoči. Morda je bila prav podeželska revščina, s katero so se države, kot je Alabama, soočale v povojnem obdobju, tista, ki je Lulujino spodbudila k selitvi v New Orleansu, glavno urbano središče zvezne države Louisiane, zahodno od Alabame, v zgodnjih 1880-ih. Lulu je bila takrat verjetno komaj najstnica. Da bi preživela, je hitro zašla v kriminalno življenje. Podrobnosti o večini tega so spet nejasne, vendar so jo večkrat aretirali zaradi manjših tatvin in drugih prekrškov. Kmalu je začela delati tudi kot prostitutka. Sredi do poznih 1880-ih, ko je vstopila v odrasla leta, si je nabrala precejšnjo bazo strank in pritegnila več premožnih strank. S tem delom je hitro začela kopičiti precejšnje vsote denarja in do začetka 1890-ih je imela kapital, ki ga je lahko porabila. Prav to ji je omogočilo, da je vstopila v posel na način, ki jo je pripeljal v središče pozornosti številnih prebivalcev New Orleansa. Lulu je živela v New Orleansu v zelo zanimivem obdobju njegove zgodovine. Mesto se je v 18. stoletju pojavilo kot prestolnica obsežne francoske kolonije Louisiane, ki je si lastila velik del tega, kar danes poznamo kot ameriški srednji zahod. Postalo je del Združenih držav po nakupu Louisiane leta 1803, ko je vlada Združenih držav kolonijo kupila od Francije za $15 milijonov. NATO je New Orleans ohranil veliko svojega francoskega značaja s močnim kreolskim vplivom, zaradi obsežnih migracij s Karibov v Louisiano. New Orleans se je v 19. stoletju hitro širil, saj je število prebivalcev naraslo s 50.000 leta 1830 na 150.000 v 50 letih 19. stoletja. Mesto je bilo zgodaj v ameriški državljanski vojni zavzeto strani Unije in se je tako izognilo večini uničenja, ki so ga utrpele druge južne države. Ko je Lulu prispela v mesto v zgodnjih 80 letih 19. stoletja, je število prebivalcev že preseglo 200.000. Čeprav New Orleans ni postal pomembno industrijsko mesto, je bilo Lulujino življenje v 90 letih 19. stoletja zaznamovano z drugim razvojem v mestu. Proti koncu 19. stoletja je bila prostitucija v New Orleansu razširjena, tako kot skoraj v vseh ameriških in evropskih mestih, in to v precej večji meri kot danes. Da bi poskušali urediti to dejavnost in ustvariti določena območja, kjer bi se prostitucija lahko izvajala, so mestne oblasti New Orleansa leta 1897 sprejele odlok, ki je določal, da mora biti prostitucija omejena na določeno območje mesta, znameniti Faubourg Treme, eno najstarejših sosesk v mestu. Takrat je bil znan kot središče naselitve osvobojenih sužnjev pred vojno in kreolskih priseljencev z zahodne Indije
danes pa je znan kot središče velikega dela mestne džezovske scene. Novo določeno območje je postalo znano kot Storyville, poimenovano po Sidneyu Storyju, politiku iz New Orleansa, ki je bil pobudnik zakonodaje za urejanje prostitucije v mestu. Kasneje je bil zgrožen, ko je izvedel, da je njegov priimek postal sinonim za četrt rdečih luči. Prav tukaj v Storyvilleu je Lulu izvajala večino svojih dejavnosti v naslednjih 20 letih. Tukaj je bila prostitucija urejena podobno kot katerakoli druga industrija. Seksualne delavke so se registrirale pri mestnih oblasteh tako, da so za 25 centov kupile tako imenovano modro knjigo, v kateri so oglaševale svoje storitve in lahko zakonito opravljale svoje delo. Lulu je bil verjetno posameznik v New Orleansu, ki je največ profitiral od nastanka Storyvilla kot soseske, kjer je bila prostitucija lahko zakonito izvajana. Njene dejavnosti na tem področju so sinonim za Mahogany Hall. Čeprav je bilo v Storyvilleu veliko bordelov in salonov, je veljalo, da je bil Mahogany Hall najbolj razkošen med vsemi. Nahajal se je na naslovu Basin Street 235 in je bil rasno mešani bordel, v katerem je bilo hkrati zaposlenih okoli 40 prostitutk. Mahogany Hall je bil zgrajen po navodilih Lule za ogromnih $40,000. Bil je 4-nadstropni bordel s 15 sobami z zasebnimi kopalnicami in 5 saloni. Sobe so bile obdane z ogledali in pohištvom ter površinami iz mahagonija, v skupnih prostorih pa so bila tla iz marmorja, skupaj z vijugastim stopniščem in celo dvigalom. Tako je bila Mahogany Hall zgrajena po najvišjih standardih in se je že od začetka jasno predstavljala kot kraj za premožnejšo stranko. Medtem ko je Lula v 80. in 90. letih 19. stoletja sama zbrala precejšnje bogastvo. Znesek denarja vložen v gradnjo bordela, ki bi danes znašal več kot $1 milijon, je bil precejšen. In zdi se verjetno, da je imela tudi finančno podporo poslovnih ali političnih interesov v mestu, ki so ji pomagali. Po odprtju svojih vrat v zgodnjih 1900-ih je Mahogany Hall hitro začel prinašati ogromne količine denarja. Lulu je živela razkošno, kupovala najlepša oblačila in nakit ter delovala kot gostiteljica ustanove. Takšno je bilo njeno razkošno zapravljanje, da je postala znana kot diamantna kraljica pol sveta in se je pogosto pojavljala kot gostiteljica v Mahogany Hallu z rdečo lasuljo, krono na glavi in diamantni prstani na vsakem prstu. Storitve, ki so jih ponujali v Mahogany Hallu, so oglaševali prek modre knjige ter posebne rdeče knjige in brošur, ki so jih razdeljevali na pobudo Lulu. Tako najdemo vpis za številko 235 North Basin Street v zgodnjih 1910-ih, kjer je ime Lulu zapisano na vrhu vsakega vnosa za ta naslov. In na to so navedene Annie Stone, Emma Sears, Irene March, Corinne Valery in tako naprej. Lulu, ki takrat sama ni več delala kot prostitutka, ampak je bila izključno Madame Mahogany Halla, je prizorišče spremenila tudi v eno najbolj znanih jazz prizorišč v New Orleansu. V prvih 2 desetletjih 20. stoletja so v Mahogany Hallu igrali zgodnji jazz pionirji, kot sta bila Jelly Roll Morton in Joel King Oliver. Slednji pa je kasneje mentoriral velikega Louisa Armstronga. Sam Armstrong se je rodil v tej soseski leta 1901 in je kasneje Lulu Jean bordel ovekovečil v naslovu pesmi Mahogany Hall Stomp. Lulu Jeana poslovna podviga in dejavnosti so se sčasoma razširile tudi izven Mahogany Halla in prostitucije. Na primer, leta 1912 je del dobička iz Mahogany Halla uporabila za odprtje salona z imenom Lulu White Saloon na naslovu Bienville Street 1200 na vogalu Basin Streeta, le streljaj stran od Mahogany Halla. Leta 1906 se je za nekaj časa odpravila tudi na zahod, v Kalifornijo. Tukaj je pokazala svoj prebrisan poslovni čut, saj je investirala v nastajajočo filmsko industrijo, ki je bila v svojih prvih fazah razvoja na kraju, imenovanem Hollywood, na obrobju mesta Los Angeles. Vendar pa so njena prizadevanja, da bi pridobila enega največjih filmskih studiev, ki so ga tukaj razvijali, kljub temu, da je prepoznala potencial te industrije, ostala brez uspeha. Izigrana jo je poslovna partnerka, ki jo je izdala, ko je po vrnitvi v Louisiano v Kaliforniji delovala kot njena zastopnica. Neuspeh pri pridobitvi deleža v enem od velikih hollywoodskih studiev sredi 1900-ih je bil le prvi izmed večjih poslovnih neuspehov, ki jih je Lulu doživela v prvem in drugem desetletju 20. stoletja.
Na koncu je vlada med Prvo svetovno vojno zaprla Storyville. Po vstopu Amerike v vojno leta 1917 je ameriška mornarica večino svojih virov razporedila v pristaniška mesta, kot je New Orleans. Vojni minister Newton Baker je postal zaskrbljen, da prostitucija tam odvrača pozornost vojakom, ki so namenjeni v Evropo. Zato je konec leta 1917 pritiskal na mestno vlado, da razveljavi zakon iz leta 1897, ki se je nanašal na Storyville. Tako je prostitucija leta 1917 v New Orleansu ponovno postala podtalna dejavnost. Mahogany Hall je nato močno propadel, saj so njegove poslovne dejavnosti postale nezakonite. Stavba je nato začela postopoma propadati in bila leta 1929 prodana za $11,000, kar je le delček od $40,000, za kolikor je bila zgrajena, še posebej, če upoštevamo inflacijo. Razkošna notranjost se je očitno skozi leta precej poslabšala, saj je novi lastnik lokalne veleblagovnice, tisto, kar je bilo nekoč najbolj prestižen bordel v New Orleansu, uporabljal kot skladišče za svojo trgovino. To ni bila edina Luluina skrb z poslovnega vidika. Leta 1919 je ameriški kongres sprejel Volsteadov zakon, ki je leta 1920 odprl pot prepovedi alkohola v Ameriki. Tako je morala tudi Luluina druga večja dejavnost, njena točilnica na ulici Bienville, leta 1920 spremeniti svoj poslovni model. Spremenila ga je v lokal, kjer so prodajali brezalkoholne pijače. Očitno teh novih razmer ni sprejela zlahka. Imamo policijsko fotografijo Lulu po njeni aretaciji leta 1920. Tukaj vidimo žensko, ki je bila verjetno v poznih 50-ih ali celo zgodnjih 60-ih letih. Kar nakazuje, da se je res rodila nekje pred letom 1868, kot smo prej domnevali. Vsaka ovira pa lahko ustvari tudi priložnost. Tako kot številni drugi nekdanji lastniki salonov in točilci alkohola, je Lulu Henley v 20 letih prejšnjega stoletja postala tihotapka alkohola. Predvsem žganih pijač, kot sta rum in viski, ki jih je proizvajala v nezakonitih destilarnah v New Orleansu in širši zvezni državi Louisiana. Čeprav njeno delovanje ni bilo tako obsežno kot pri Alu Caponiju v Chicagu ali Luckyju Lucianu in Mayerju Lanskemu v New Yorku in New Jerseyju, je Lulu postala pomembna osebnost v kriminalnem svetu Louisiane, ki ga je ustvarila prohibicija. Oblasti so jo nadzorovale in čeprav so jo večkrat aretirale ter obtožile tihotapljenja alkohola in, citiram, vodenja javne hiše, ji nikoli niso mogli ničesar dokazati in se je uspela izogniti daljšemu zaporu. Kaj se je na koncu zgodilo z Lulu Henley, tako kot velik del njenega zgodnejšega življenja, ostaja zavito v skrivnost. Nekateri zgodovinarji v New Orleansu verjamejo, da je umrla leta 1931 v rezidenci druge nekdanje madam v mestu, Willie Piazza. Vendar pa obstajajo nasprotujoči si dokazi o tem, saj je bančni uslužbenec pri National Bank of New Orleans kasneje pričal, da je Lulu White leta 1941 opravila velik dvig iz te finančne ustanove. Če nič drugega, to priča o tem, kako je Lulu Henley postala ena izmed legendarnih osebnosti zgodnjega 20. stoletja v New Orleansu. Nasprotno pa je bila Mahogany Hall na koncu porušena v 40 letih prejšnjega stoletja, čeprav je pritličje Luluinega salona na ulici Bienville še danes ohranjeno skoraj tako, kot je bilo, ko je gospodarica Mahogany Halla tukaj prvič zgradila svoje poslovno cesarstvo. Luluino življenje je bilo večkrat prikazano v popularni kulturi. Kot je zapisal zgodovinar iz New Orleansa Al Rose v svoji knjigi o Storyvillu iz leta 1970, je bil lik Mae West iz filma Belle of the 90s iz leta 1934 očitno navdihnjen po Lulu. Toda zaradi razširjenega rasizma v ameriški družbi tistega časa so bile vse rasne omembe odstranjene iz filma. Številni kasnejši filmi, vse do 70 let, so imeli like, ki so temeljili tudi na njej. Za našo naslednjo zgodbo se vračamo v Kongo 19. stoletja, kjer so mladega moškega odpeljali od doma in ga razstavljali kot žival. Otto Benga se je rodil nekje okoli leta 1883 v gozdu blizu reke Kasai na širokem območju Konga v osrednji zahodni Afriki. Benga se je rodil kot pripadnik ljudstva Mbuti, podsaharskega afriškega ljudstva, ki je genetsko nagnjeno k nizki rasti. Prav to je kasneje pripeljalo do tega, da so Bengo odpeljali v Združene države Amerike. Poleg tega pa imajo Mbuti tudi navado, da si nekatere zobe izostrijo v čekane.
Ta videz je Bengi dajal divji videz, v očeh belih zahodnjakov zgodnjega 20. stoletja. To je bilo brutalno obdobje v zgodovini te regije. Med tako imenovanim bojem za Afriko, v katerem so evropske sile tekmovale za pridobivanje kolonij po vsej celini, si je kralj Leopold II. Iz Belgije prisvojil Kongo kot svojo osebno posest. Med 98 leti 19. stoletja in prvim desetletjem 20. stoletja so Belgijci tukaj uvedli krut sistem, pri katerem so plantaže ustvarjale ogromne dobičke za Leopolda v Evropi. Posebej iskana sta bila guma in slonovina iz slonih oklov. Toda Force Publique, nekakšna povojaška policijska sila, ki jo je ustanovil Leopold za upravljanje kolonije, je uporabljala izjemno brutalne metode. Pogosto obglavljala kongovske delavce, ki so bili dejansko zasužnjeni, če niso dosegli proizvodnih ciljev. Tistim, za katere so presodili, da so si prilastili gumo ali slonovino, so odrezali roke. Razmere v delovnih taboriščih so bile prav tako brutalne in smrtnost je bila izjemno visoka. V četrt stoletja je bilo pod Leopoldovim režimom umorjenih morda celo do 1 milijon Kongovcev. Benga je bil sam žrtev tega pokola. Poznamo le malo podrobnosti, vendar se je očitno poročil precej mlad, praktično kot najstnik. On in njegova žena sta hitro dobila otroke, vendar jih je belgijski režim v začetku 20. stoletja umoril. Benga je preživel le zato, ker je bil na lovski odpravi s plemenom Mbuti, iz katerega je izviral, ko so Belgijci napadli njegovo vas in ubili njegovo ženo ter otroke. Tako je Benga že v zgodnjem življenju doživel veliko travmo zaradi dejanj belih zahodnjakov, vendar ga je čakalo še več. Leta 1903 je v Kongo prispel ameriški poslovnež in raziskovalec po imenu Samuel Phillips Werner. Njegov prihod tja bi imel resne posledice za Bengo. Po Wernerjevem lastnem pripovedovanju o dogodkih v kasnejših letih je Bengo kupil za funt soli in zvitek blaga. Njegov cilj je bil vedno razstaviti Bengo na svetovni razstavi, ki naj bi bila leta 1904 v St. Louisu v zvezni državi Missouri v Združenih državah Amerike. Wernerja so posebej najeli, da odpotuje v Afriko in pridobi tako imenovanega pigmejca, za katerega so sodobniki verjeli, da je podvrsta človeka, podobna palčkom. Po objavi ugotovitev Charlesa Darwina nekaj desetletij prej, ko je leta 1859 izdal svojo prelomno študijo o izvoru vrst, so sodobniki nestrpno iskali domnevne manjkajoče člene v evolucijski verigi med sodobnimi ljudmi in primati, kot so opice in orangutani. V značilnem rasističnem prepričanju tistega časa so ljudje pogosto verjeli, da ta polrazviti primat ali polčlovek morda živi v divjini Afrike, celine, o kateri je bilo konec 19. in v začetku 20. stoletja še vedno veliko neznanega. Ljudstvo Mbuti, svojo majhno postavo in špičastimi zobmi, je Wernera pritegnilo kot ljudi, ki bi jih lahko na svetovni razstavi predstavili kot pigmejce. Za to delo je bil Werner plačan $8500, kar je bila za tisti čas precejšnja vsota, da bi pridobil več takšnih nenavadnosti za svetovno razstavo in jih pripeljal nazaj v Ameriko, kjer bi jih razstavili. Izbral je Bengo zaradi njegovih fizičnih značilnosti. Z višino le 150 cm in težo nekaj več kot 45 kg je bil dovolj majhen, da je v Ameriki lahko veljal za pigmejca. Poleg tega bi Benga s svojimi izostrenimi koničastimi zobmi in kongovskimi navadami naredil vtis na 100.000 obiskovalcev v St. Louisu. Potem, ko je Werner pridobil Bengo in še nekaj drugih posameznikov, v bistvu kot sužnje, desetletja potem, ko naj bi bila ta praksa v zahodnem svetu že ukinjena, se je odpravil nazaj v Ameriko. Naslednje leto, leta 1904, je svetovna razstava potekala med 30. aprilom 1904 in 1. decembrom 1904.
Čeprav so bile takšne svetovne razstave pogosto namenjene predstavitvi širokega spektra tehnoloških čudes in drugih družbenih dosežkov, je bil Benga razstavljen kot del velike zbirke ljudi z vsega sveta, ki je vključevala staroselce iz Amerike, Filipince in Afričane, med katerimi je bil morda najbolj znan apaški poglavar Geronimo, vrač in bojevnik, ki je v drugi polovici 19. stoletja vodil prizadevanja staroselcev za odpor proti kolonizaciji območja Združenih držav, približno na območju današnjega Novega Mehika in Arizone. Benga je bil tukaj razstavljen kot pigmejec, vendar je bil ta poskus prevare kmalu zasmehovan. Uvodnik v časopisu je takrat pripomnil, da ne povsem razumemo vseh čustev, jih drugi izražajo v tej zadevi. Otto Benga je po naših podatkih normalen predstavnik svojega plemenskega rodu, z možgani, ki so enako razviti kot pri drugih članih njegove skupine. Tako kljub prizadevanjem Wernerja in organizatorjev sejma, da bi 150 cm visokega Bengo prikazali kot primer manjkajoče povezave v evolucijski verigi, le redki so bili povsem prepričani. Benga ni džemal svojega razkazovanja o St. Louisu zlahka in obstajajo poročila, da se je opiral Wernerju in svojim ugrabiteljem med razstavo v St. Louisu. Dejansko sta on in njegovi afriški sopotniki povzročila takšno nemirnost, da je bilo treba na neki točki poklicati prvi Illinoiški regiment, enoto ameriške vojske, da bi zadušila nemire. Benga je očitno naredil vtis na Geronima med tem prepirom. Zato je poglavar Apačev Afričanu podaril eno od svojih puščičnih konic v znak spoštovanja. Ko se je svetovna razstava v St. Louisu bližala koncu, je Werner dvomil, kaj bo storil z Bengo. Sprva se je skupaj z mnogimi drugimi Afričani, ki so jih pripeljali v Ameriko za svetovno razstavo, vrnil v Afriko. Toda njegov čas doma je bil poln težav. Hitro se je drugič poročil, a njegova nova žena je prav tako hitro umrla, tokrat zaradi ugriza strupene kače. Poleg tega se Benga ni mogel ponovno prilagoditi življenju v Afriki in ko se je Werner odpravil na povratno potovanje v Ameriko, se je Benga odločil, da bo potoval z njim, kar je bila precej nenavadna odločitev. Tam je za kratek čas našel delo in prenočišče v Ameriškem prirodoslovnem muzeju v New Yorku. Toda kmalu je tukaj prišlo do spora med Wernerjem in kustosom muzeja, Henryjem Bumpusom, glede plače, ki je bila zahtevana za Bengo. Vendar pa se je zdela bolj trajna rešitev ponudba direktorja newyorškega zoološkega društva, ki je bilo predvsem zadolženo za upravljanje živalskega vrta Bronx v New Yorku. Ko je tamkajšnji direktor William Hornaday ponudil Bengi službo, da skrbi za določene afriške živali, za katere je Hornaday verjel, da se bo Benga z njimi naravno dobro razumel. Vendar je Hornaday kmalu opazil, da so bili obiskovalci živalskega vrta bolj zainteresirani za Bengo kot za živali, za katere je skrbel. Zaradi tega se je odločil, da bo iz Benge naredil razstavni eksponat. Prvi dan razstave je bil 8. septembra 1906. Obiskovalci pa so lahko našli Bengo v opičnjaku. Na razstavnem panoju je pisalo: Afriški pigmejec Ota Benga, star 23 let, visok 150 cm, težak 47 kg. Pripeljal ga je z reke Kasaj, svobodna država Kongo, Južna Srednja Afrika, dr. Samuel P. Werner. Razstavljen vsak popoldan v septembru. V Bronxu je bil Benga zaprt v železni kletki. Ta je bil postavljen ob strani veliko večjega ograjenega prostora, kjer so bili nameščeni primati v živalskem vrtu. S tem so namigovali, da je Benga nekoliko bolj razvit kot orangutani in opice, s katerimi je bival. Pogoji tukaj so bili kruti. Kot domačin podsaharske Afrike je bil Benga navajen toplega podnebja. Toda ta del živalskega vrta so namerno ohranjali hladen, saj so nizke temperature vznemirjale primate in jih silile v vedenje, ki je pritegnilo zanimanje obiskovalcev živalskega vrta. Morda je bila edina stvar, ki je Bengi prinašala nekaj sreče, to, da se je navezal na inteligentnega orangutana po imenu Dohong, ki je znal izvajati trike in posnemati človeško vedenje. Že od samega začetka svojega ujetništva tam je bilo Bengovo nezadovoljstvo z njegovim položajem očitno vsem na očeh.
Članki v časopisih tistega časa ga opisujejo, kako je grozeče strmel v obiskovalce živalskega vrta. Vendar je direktor živalskega vrta William Hornaday branil odločitev, da so Banga namestili tja in trdil, da je to podobno razstavam ljudi, ki so jih v 19. stoletju prirejali v Evropi. Medtem ko je Hornaday branil svojo odločitev, da razstavi Banga v Bronškem živalskem vrtu, je pojav pripadnikov ljudstva Mbuti v živalskem vrtu kmalu povzročil nekaj polemik. Ko so za to izvedeli, so afroameriški duhovniki in drugi zainteresirani v New Yorku in širše protestirali pri birokratih živalskega vrta in drugih mestnih uradnikih. Zlasti so imele veliko težo kritike pastorja Jamesa M. Gordona, nadzornika Howardove sirotišnice za temnopolte sirote v Brooklynu. Kmalu je županu New Yorka, Georgeu B. McClellanu mlajšemu, dopovedal, da je Bangovo stanje nečloveško in izdaja temnopoltih Američanov. Zato so Banga kasneje leta 1906 odstranili iz razstave v Bronxu. Njegove preizkušnje se tam niso končale. Čeprav se je Banger želel vrniti v svojo rodno Afriko, ni mogel pridobiti sredstev ali možnosti za to. Zaradi tega je naslednjih nekaj let preživel na različnih krajih v Združenih državah Amerike, kjer je občasno našel delo. Najprej je bilo to v živalskem vrtu Bronx, dokler njegova stalna prisotnost tam ni bila ocenjena kot neprimerna. Nato so ga izpustili v skrbništvo Gordona in ga namestili v sirotišnico v Brooklynu, ki jo je nadzoroval. Nato je leta 1910 Gordon uredil zadeve tako, da je lahko Banger začel delati na tobačni plantaži v Virginiji. Da bi bil v svojem okolju videti bolj običajen, je Gordon takrat uredil, da so Bangerju prekrili njegove špičaste zobe. Do takrat se je naučil tudi govoriti angleško. Vendar pa Bangerjeva želja, da bi se vrnil domov, ni popustila. In prav njegovo obupavanje zaradi nemožnosti, da bi to storil, mu je povzročilo zadnjo tragedijo v njegovem življenju. Banger je več let načrtoval vrnitev domov, ko je poleti 1914 po vsej Evropi izbruhnila Prva svetovna vojna. Ko se je to zgodilo, so postale ladijske poti čez Atlantik bolj nevarne, nenujna potovanja pa so bila pogosto prekinjena. Zaradi tega je bilo malo možnosti, da bi Banga v kratkem času našel prevoz iz Amerike v Kongo. Njeg obup ga je pripeljal do samomora. 20. marca 1916, pri približno 33 letih, je Banga storil ritualni samomor. Prižgal je ceremonialni ogenj, odstranil prevleke, ki so mu jih pred leti namestili na zobe, in si sodil z ustrelitvijo v prsi. Pokopali so ga v neoznačen grob v Lynchburgu v Virginiji. Zgodba Ota je ena tistih, ki povzema številne krutosti tega časa. Doba, v kateri so Evropejci in Američani stremeli k bolj znanstvenemu razumevanju evolucije in sveta. Vendar so v tem času zagrešili velike zločine nad ljudmi, kot je bil Banga, domnevni pigmejec, kot posledica tega. Njegova zgodba ponazarja, kako nečloveške so bile te razstave in kakšne posledice so lahko imele. V 20 letih prejšnjega stoletja je bil New York žarišče kriminala in podzemlja. Ena takih žensk, ki je doživela svoj veliki preboj v New Yorku, je bila Stephanie St. Clair, vendar pa ni bilo vse gladko. Okoliščine rojstva in zgodnega življenja Stephanie St. Clair niso povsem jasne, vendar naj bi se rodila na otoku Guadeloupe v Karibih na božični večer leta 1897. Bila je afriškega porekla, njena mati naj bi bila ženska po imenu Felicien, o njenem očetu pa ni znanega ničesar. Kljub temu, da je bila Felicien samohranilka in verjetno iz skromnega okolja, je trdo delala in uspela poslati svojo hčer v šolo, kar je pomenilo, da je bila bolje izobražena kot mnogi kriminalni tekmeci, s katerimi se bo kasneje srečala v Ameriki. Kasneje v življenju si je izmislila zgodbo, da naj bi bila v resnici iz Francije, vendar je bilo tole del samomitolizacije St. Clairjeve. Nekateri viri trdijo, da je morala St. Clairjeva v zgodnjih najstniških letih zapustiti šolo, da bi skrbela za svojo hudo bolno mater. V tem času je delala, varčevala denar in po materini smrti je končno zapustila majhen otok, na katerem je odraščala, ter se odpravila v Montreal. Kakršnikoli so že bili natančni podatki o njenem rojstvu in otroštvu, vemo, da se je nekje v 10 letih 20. stoletja končno odpravila v Združene države.
To se je morda zgodilo že leta 1911, ko je bila komaj najstnica, ali pa se je zgodilo po koncu Prve svetovne vojne. Nesporno pa je, da je kot mlada ženska, stara okoli 25 let, na začetku 20 let prejšnjega stoletja živela v New Yorku. Nastanila se je v Harlemu, ki je od poznega 19. stoletja naprej postal izrazito afroameriški del New Yorka. Domneva se, da se je tukaj zaljubila v drobnega kriminalca po imenu Duke, vendar se je to kmalu obrnilo na slabše, ko je poskušal prisiliti v prostitucijo, sam pa je bil kmalu zatem ustreljen v pretepu med tolpami. Nekaj mesecev kasneje naj bi imela St. Clairjeva novega fanta po imenu Ed, s katerim je začela prodajati droge. Po nekaj mesecih je zaslužila okoli $30,000 in je želela zapustiti Eda. Ko mu je to povedala, jo je Ed poskušal zadaviti, vendar ga je tako močno odrinila, da je z glavo udaril ob mizo, si zlomil lobanjo in kmalu zatem umrl. Velik del teh ugibanj o zgodnjem življenju St. Clairjeve izhaja iz biografskega romana Rafaela Convillona z naslovom Madame St. Clair, Reine de Harlem oziroma Madame St. Clair, Queen of Harlem v angleščini. Koliko od tega je res, ni znano, vendar pa lahko z gotovostjo rečemo, da se je pridružila 40. stoletju stari kriminalni tolpi v mestu, katere korenine segajo v 20. leta 19. stoletja in kmalu se je začela ukvarjati z nezakonitim igrami na srečo. Stephanie St. Clair je postala zloglasna zaradi svojega vpletanja v tako imenovani številkarski posel oziroma igro na številke. To se je pojavilo zaradi rasne politike tistega časa, ki je v veliki meri izključevala Afroameričane iz vlaganja na Wall Streetu. Številkarski posel oziroma loterijsko bančništvo, kot so temu tudi rekli, je bil zapleten način zaobidenja te prepovedi. Tisti, ki so vodili to policy banking, so v bančnih sedežih in finančnih podjetjih zaposlovali nadzornike, kurirje in uradnike, ki so bili na njihovem plačilnem seznamu. Hkrati so vodili loterije, ki so bile na mnoge načine alternativa za tiste, ki so želeli vlagati na newyorške trge. Posamezniki so izpolnjevali loterijske listke ali policy listke, ki so jih zagotavljali upravljavci številkarskega posla. Te so nato odnesli v banke in finančne hiše, kjer so zaposleni pri organizatorjih številkarskega posla vlagali določene vsote denarja na določene stvari, odvisno od podrobnosti na loterijskih listkih. Na ta način so lahko posamezniki v Harlemu, ki je v 20 letih prejšnjega stoletja doživljal velik gospodarski razcvet, vlagali denar v New York, ne da bi tisti, ki so vodili finančne operacije mesta, sploh vedeli, kdo vlaga denar. Drugi so preprosto stavili na to, kakšni bodo dnevni finančni rezultati z Wall Streeta in bank. Če bi oblasti kdaj raziskale karkoli od tega, bi tisti, ki so vodili posel s številkami, trdili, da vodijo nedolžno skupnostno loterijo. Ta posel s številkami je bila v veliki meri oblika iger na srečo, ki je temeljila na finančnem sektorju New Yorka in je bila po takratnih zakonih nezakonita. St. Clair je začela utrjevati svoj položaj kot akterka v harlemskem poslu s številkami od zgodnjih 1920 naprej, čeprav ni jasno, kako natančno je zbrala začetni kapital za začetek. Morda je bil ta denar iz časa, ko je bila v poslu z drogami, vendar ne moremo biti prepričani. Sodobniki so jo opisovali kot arogantno, a prefinjeno in izobraženo žensko z divjim temperamentom, ki ga je pogosto usmerjala proti svojim tekmecem. Osebnost St. Clairov ji je pomagala uspeti v tem poslu in do sredine 20 let prejšnjega stoletja je zaslužila precejšen dohodek, saj je pobirala odstotek od vsega denarja, vloženega v številčarski posel. Vodila je tudi več različic loterije. Ena izmed najbolj priljubljenih je bila loterija, ki je vsak dan uporabljala številke, pridobljene iz newyorške klirinške hiše. Tisti, ki so stavili pri St. Clair, so stavili na številko med 1 in 999. Stave so bile običajno majhne, 5 centov je veljalo za precejšno stavo, vendar se je zaradi tisočev udeležencev vsak dan s časoma nabralo zelo veliko denarja. St. Clair in njeni zaposleni so nato določili zmagovalne številke na podlagi dveh številk, dnevnega obračunskega zneska za članske banke newyorške klirinške hiše in stanja kredita pri Zvezni rezervni banki. Tako je bila loterija St. Clair oblika iger na srečo, vendar je šlo za različico, ki je nagrajevala določeno poznavanje borze in finančnega sveta New Yorka v tistem času. S tem se je dalo zaslužiti veliko denarja, zato je bilo v poslu s številkami v 20 in 30 letih prejšnjega stoletja vpletenih veliko posameznikov iz newyorškega podzemlja. Zaradi tega je St. Clair postala bogata in po vsem Manhattanu so jo poznali kot Queenie,
Prebivalci Harlema pa so jo imenovali Madame St. Clair. Do leta 1930 je en newyorški novinar ocenil, da si je nabrala osebno bogastvo v višini približno $500,000, kar bi danes znašalo skoraj $10 milijonov. Poleg tega pa je imela v lasti več stanovanj in hiš v Harlemu. Vstop St. Clair v podzemlje Harlema ni dolgo ostal neopažen. Njena glavna tekmica v poslu z nezakonito loterijo v severnem delu New Yorka je bil Dutch Schultz, rojen kot Arthur Flegenheimer. Rojen v Bronxu je bil Schultz mafijski šef z legendarno jezo in nasiljem, ki se je v 20 letih prejšnjega stoletja pojavil kot pomemben newyorški kriminalec po vstopu v posel z nezakonito prodajo alkohola. Do poznih 20 let prejšnjega stoletja je imel več kot 100 ljudi, ki so delali zanj, in nekateri newyorški tožilci so ga imeli za javnega sovražnika številka 1 v mestu. Bil je tesno povezan z mafijo v mestu in vodilnimi osebami, kot sta Charles Lucky Luciano in Meyer Lansky, čeprav so ga imeli za nekoga, ki je nekoliko nepredvidljiv. Ko se je v zgodnjih 30 letih prejšnjega stoletja zdelo, da se bo prepoved alkohola kmalu končala, je Schultz začel posegati v posel St. Clairjeve in postavil ultimat, naj mu ali popolnoma prepusti svoje podjetje, ali pa mu začne plačevati velik delež svojih dobičkov. Mnogi drugi so popustili pritisku Schultza, vendar St. Clairjeva ni bila ena izmed njih. V zgodnjih 30 letih prejšnjega stoletja je Štefanija začela organizirati svoje preostale stranke za intenziven odpor proti Schultzu. Ko so izvedeli, da vodje trgovin in drugi lastniki podjetij v Harlemu zbirajo stave za Schultza, so jih nasilno soočili, vstopili v njihove trgovine in razbijali lokale v kampanji zastraševanja. Madame St. Clair je celo objavila oglase v harlemskih časopisih, v katerih je prebivalce spodbujala, naj stavijo pri temnopoltih, s čimer je mislila, naj svoj denar ne dajejo Schultzu, temveč podprejo njo kot lokalno temnopolto žensko. Schultz je hitro odgovoril s kampanjo zastraševanja proti St. Clair, ki je hitro prerasla v ugrabitve in umore. Na glavo Stephanie je bila celo razpisana nagrada, zaradi česar je St. Clair začela uporabljati vrsto varnih hiš v Harlemu. Na vrhuncu te brutalne kampanje se je morala St. Clair med enim od srečanj skriti pod kup premoga, da bi se izognila umoru strani Schultzovih mož. Zaradi tega je ostajala neopažena in svoje kriminalno poslovanje predala svojemu glavnemu izvajalcu, Ellsworthu Bumpyu Johnsonu. Do konca konflikta je bilo ubitih več kot 40 ljudi. Na koncu se je konflikt med St. Clairjevo in Dutchem Schultzem končal z zmago za Stephanie. Vendar je bilo to bolj posledica nepredvidljivosti zapletenih politik v newyorškem kriminalnem podzemlju v New Yorku v 30 letih, kot pa česarkoli, kar je uspelo St. Clairjevi. Odnosi med Schultzem in Luckyjem, Lucianom, vodjo italijanske mafije v New Yorku, od poznih 20 let dalje, so bili vedno napeti. Stvari pa so dosegle vrhunec, ko je Schultz neposredno prekršil ukaz komisije, ki jo je vodil Luciano. Takrat je Schultza zaradi goljufije in utaje davkov obtoževal Thomas Dewey, višji posebni tožilec v New Yorku, zato je Schultz načrtoval njegov umor. To je storil kljub temu, da ga je mafijska komisija predtem svarila, saj so se bali, da bi Deweyjev umor povzročil popolno represijo. Zaradi tega je komisija odločila, da je treba Schultza ustaviti. 23. oktobra 1935 je bil ustreljen, medtem ko je sedel na stranišču v restavraciji v Newarku v New Jerseyju. Naslednji dan je zaradi poškodb umrl. Ko je umiral, je St. Clair poslal telegram Schultzu, v katerem je pisalo: "Kar seješ, to žanješ", in ga podpisal kot Madame Queen of Policy. Telegram naj bi po poročanju pristal na naslovnicah po vsej državi. Medtem ko je bila v sporu z Dutchem Schultzem, je bila St. Clair občasno vpletena tudi v prepire z newyorškimi organi pregona. To je bilo posledica njene vpletenosti v loterijski posel, pa tudi njenega aktivizma v Harlemu. Do poznih 20 let je začela objavljati oglase v lokalnih časopisih, s katerimi je želela obveščati Afroameričane o njihovih pravicah v primeru nadlegovanja ali aretacije strani policije. To je sčasoma privedlo do njenega vzpona kot voditeljice skupnosti. Ti dve stvari sta skupaj povzročili, da je bila Stephanie tarča kampanje newyorške policije, decembra 1929 pa so jo končno aretirali. Na koncu je bila obsojena zaradi iger na srečo in drugih zločinov ter obsojena na 8 mesecev v delovni kaznilnici, kjer je morala opravljati težko delo. St. Clair je iz delovne kaznilnice izšla konec leta 1930 z odločenostjo, da se maščuje organom pregona v New Yorku.
To je bilo ravno v času, ko je sodnik Samuel Sibri začel vrsto preiskav, da bi razkril korupcijo v newyorški politiki, policiji in sodstvu. St. Clair je kmalu začela zagotavljati notranje informacije Sibrijevi komisiji in trdila, da policija po vsem mestu nadleguje temnopolte organizatorje ilegalne loterije, kot je bila sama, medtem ko zamiži na eno oko pri tistih, ki so povezani z bolj uveljavljenimi organiziranimi kriminalnimi združbami. Njeno pričanje je na koncu privedlo do aretacije ali odpustitve enega policijskega poročnika in 13 policistov nižjega ranga. Razvpitost St. Clair je dosegla vrhunec v New Yorku sredi 30 let prejšnjega stoletja kot ženska, ki si je ustvarila ime kot neodvisna organizatorka ilegalne loterije v Harlemu. Soočila se je z enim najnevarnejših gangsterjev v mestu, Dutchom Schultzem, in se maščevala policistom, ki so jo v poznih 1920-ih skušali spraviti v zapor. Njen sloves se je še povečal leta 1936, ko se je odločila za sklenitev zakonske pogodbe brez pravne veljave z škofom Amrujem Almu Miminom. Sufi Abdul Hamid, ekscentričen in kontroverzen rasni aktivist iz New Yorka, v tistem času, katerega antisemitski izpadi so mu prinesli vzdevek Črni Hitler. Hamid je trdil, da se je rodil blizu egiptovskih piramid in je na zborovanjih po vsem mestu nastopal s turbanom in plaščem. Resnica pa je bila, da je izviral iz Massachusettsa. Ko sta se on in St. Clair zapletla sredi 30 let prejšnjega stoletja, si je že ustvaril ime kot nekdo, ki je dvoril nemško-ameriški skupnosti in uporabljal ognjevit govor proti judovski skupnosti v mestu. Njegova in Stefaničina pogodba iz leta 1936 je določala, da bosta poročena za enoletno poskusno obdobje. Če bi uspelo, bi sklenila formalno zakonsko zvezo, vendar do tega nikoli ni prišlo. Hamid ni bil zvest in je imel več afer. Ko je St. Clair izvedela za eno izmed njegovih romanc z Madame Fou Fatam, vedeževalko in mistikinjo z Jamajke, ga je 19. januarja 1938 trikrat ustrelila. Čeprav je bil Hamid v napadu komaj ranjen, saj ga je krogla le oplazila, je bila St. Clair obtožena poskusa umora. Med senzacionalnim sojenjem, ki je sledilo, je Hamid priznal, da je v resnici Eugene Brown, vendar to ni veliko spremenilo. V svojo obrambo je Stephanie trdila, da se je soočila s Hamidom, ker jo je grdo obravnaval in da je pištola sprožila med pretepom med nekdanjima ljubimcema. Sodnik ni bil prepričan in je izjavil, da je St. Clair, citiram, vse življenje živela na račun svoje iznajdljivosti, ter jo obsodil na 2 do 10 let zapora. Poslana je bila na prestajanje kazni v popravni zavod za ženske Bedford Hills v okrožju Westchester, severno od New Yorka. St. Clair je bila izpuščena iz zapora v zgodnjih 40 letih prejšnjega stoletja. O njenem življenju potem je malo znanega, saj se je v teh letih namerno držala bolj v ozadju. Ni bilo več oglasov v časopisih, ki bi razglašali pravice afroameriške skupnosti v New Yorku, niti poskusov, da bi se ponovno prebila v kriminalno podzemlje mesta. Čeprav ni več vodila svojega imperija številčne loterije, je bila še vedno premožna ženska zaradi pametnih naložb in se je upokojila v vili na Long Islandu, medtem ko se je v 40 in 50 letih prejšnjega stoletja ukvarjala z zakonitimi in legalnimi posli. Njen sodelavec Bumpy Johnson, ki je po St. Clairjevi postal vladar Harlema, je v njenih poznejših letih živel pri njej in pisal poezijo v njeni hiši na Long Islandu. Nekaj redkih omemb njenih poslovnih dejavnosti v teh letih izhaja iz njegovih izjav in razkrivajo žensko, ki je bila zadovoljna z mirnim upokojenskim življenjem. Umrla je v New Yorku leta 1969, stara 72 let. Ko je umrla tistega decembra, časopisi niso vsebovali nobene novice o smrti nekdanje Madame St. Clair. Ko pomislimo na 19. stoletje, nam mora na misel priti ena oseba, kraljica Viktorija. Manj znana je bila njena varovanka in krščenka, afriška princesa, ki je pretrpela veliko težav. Boneta se je rodila kot Moba Aina leta 1843 v Olkodanu, območju na jugozahodu današnje Nigerije. Aina se je rodila kot visokorodna članica ljudstva Egbado ali Hua, plemena Jorub, ki je sredi 19. stoletja predstavljalo velik del prebivalstva Zahodne Afrike, okoli Nigerije, Benina in Toga. Poleg tega je bil Aina položaj znotraj Egbadojev podoben položaju princese.
Vendar je bila njena domovina 200 leti zelo nestabilna regija, saj je bila eno glavnih območij, iz katerih so evropske sile trgovale s sužnji, ki so jih nato prepeljali v novi svet. Predvsem na plantaže sladkorja na Karibih in v nekdanjih britanskih kolonijah Severne Amerike. Ta trgovina je običajno vključevala Afričane, ki so prodajali druge Afričane. Na primer, mogočno cesarstvo Songhai je v teh stoletjih vladalo večjemu delu notranjosti Zahodne Afrike okoli današnjega Malija. In zasužnjevali so svoje rojake Afričane, da bi jih prodali britanskim, francoskim, portugalskim in nizozemskim trgovcem na območju okoli Senegala. Bliže območju Nigerije je kraljestvo Dahomey od začetka 17. stoletja vladalo območju današnjega Južnega Benina. Vladarji Dahomeja so dolgo časa delovali kot posredniki za britanske in francoske trgovce s sužnji v Zahodni Afriki. Vojske kraljestva Dahomey so vdirale v sosednja območja, zajemale stotine sužnjev in jih prodajale evropskim silam v pristaniščih Južnega Benina, te pa so jih nato prevažale čez Atlantik. Vse to pa se je začelo spreminjati sredi 19. stoletja, saj je bil leta 1833 v britanskem parlamentu sprejet zakon o odpravi suženjstva, ki je učinkovito prepovedal trgovino s sužnji po celotnem britanskem imperiju. Toda odziv v Zahodni Afriki je bil počasen in taki napadi za zajemanje sužnjev so se še vedno dogajali v 40 letih 19. stoletja. Ajnina vas Olk Odan je leta 1848 postala žrtev takega napada strani kraljestva Dahomey. Tragično so bili njeni starši ubiti med napadom, skupaj z mnogimi drugimi starešinami skupnosti. Ajna pa je bila prihranjena in je posledično pristala na dvoru kralja Geza iz Dahomeja, ko je bila stara komaj 5 let. Okoliščine, v katerih je Ajna dobila svoje ime in pristala v Angliji, so bile povsem povezane z misijo kapitana Frederika E. Forbesa v Zahodno Afriko leta 1850. Forbes je bil v regijo poslan kot kapitan britanske kraljeve mornariške ladje HMS Boneta. Njegova naloga je bila delovati kot agent britanske krone in predstavnik kraljice Viktorije pri pogajanjih o novem odnosu med britanskim imperijem in kraljem Gezojem iz Dahomeja. Zdaj, ko je bila trgovina s sužnji prepovedana, vendar se zdi, da Gezo ni bil pripravljen sprejeti, da je trgovina s sužnji končana, ali pa mu je bilo težko natančno razumeti, kaj mu je Forbes razložil. Zato je Gezo sledil dolgo uveljavljeni praksi pri ravnanju z evropskimi trgovci s sužnji, ko je kapetanu ladje podaril nekaj sužnjev kot darilo. Ajna je bila ena izmed tistih, ki jih je Gezo leta 1850 podaril Forbesu. Čeprav je bila trgovina s sužnji končana, je Forbes v imenu kraljice Viktorije sprejel sužnje. Ajna je bila takoj krščena in Forbes ji je dal novo evropsko ime. Za krščansko ime jo je poimenoval Sara, za priimek pa ji je dal svoje ime in ime ladje. Tako je omoba Ajna postala Sarah Forbes Boneta in kmalu je bila na poti v Anglijo. Eden prvih zapisov o Sari se nahaja v dnevniku kapitana Forbesa. Medtem ko so se leta 1850 vračali v Anglijo, je pohvalil njeno zgledno vedenje in inteligenco. Ko je prispela v Anglijo, so jo nato predstavili kraljici Viktoriji na gradu Windsor. Kraljica je bila v tistem času stara 31 let. Tudi ona je v svoj dnevnik pohvalno zapisala o Sarini inteligenci. Morda je najbolj presenetljivo to, da je Boneta očitno že imela napredno znanje angleškega jezika, kar kaže na zgodnjo razvitost in je moralo narediti vtis na kraljico. To prvo srečanje z Viktorijo je bilo za Sarino življenje zelo pomemben trenutek. Monarhinja, ki jo je navdušila njena mlada afriška varovanka, se je strinjala, da bo plačala in podpirala Sarino izobrazbo. Zato je bil zagotovljen denar in bila je vključena v kraljevo gospodinjstvo. To ne pomeni, da je bila Sara vzgojena kot članica kraljevega gospodinjstva, ampak le, da je bila z njim povezana in jo je financirala kraljica. Za njeno skrbništvo je skrbel nekdo drug. Kapitan Forbes je moral hitro predati odgovornost zanjo, saj so ga njegove dolžnosti že nekaj mesecev kasneje vrnile v Zahodno Afriko, kjer je žal leta 1852 umrl.
Zato so Saro poslali v Gillingham v Kentu, kjer se je izobraževala v gospodinjstvu častitega Jamesa Showna, znanega misionarja, in njegove žene Elizabete. Vendar pa se je še naprej redno srečevala s kraljico. Ko so jo januarja 1851 predstavili kraljici, je bilo to že četrto srečanje med kraljico Viktorijo in njeno mlado afriško varovanko. Sarahino nadaljnje življenje v 50. letih 19. stoletja moramo razumeti v kontekstu misionarskega dela, ki so ga Britanci opravljali v 19. stoletju. Po ukinitvi suženjstva se je v reformističnih krogih v Angliji vse bolj uveljavljalo mnenje, da bi morali biti Afričani, namesto tega, da jih kupujejo in prodajajo kot sužnje, civilizirani in poučeni o koristih civiliziranega krščanskega načina življenja po evropskem zgledu. Posamezniki, kot je bil Reverend Showan, so bili v ospredju tega pokristanjevalnega in misionarskega gibanja. Kot afriško dekle, ki se je tako dobro odzvala na življenje v Angliji, so Sara videli kot nekoga, ki bi se lahko izobrazil in usposobil za misionarko. Če bi jo poslali nazaj v Afriko, da bi delala v šolah in drugih ustanovah, ki so jih britanski misionarji ustanavljali v njeni domovini, bi lahko postala velika pridobitev za pokristjanjevalno in misionarsko gibanje. Kraljica Viktorija se je tega zagotovo zavedala. Imela je obsežno znanje o delu, ki so ga opravljali afriški misionarji. To željo, da bi Saro poslali nazaj k misionarjem v Zahodno Afriko, so še okrepile skrbi glede vpliva angleškega podnebja nanjo. Leta 1851, ko je bila stara približno 8 let, je dobila hud kašelj in zato so se odločili, da jo pošljejo nazaj v Afriko. Tako je Sara naslednja 4 leta, do leta 1855, preživela na šolanju v spominski šoli Annie Walsh, ki jo je v Freetownu v današnji Sierra Leone vodila Julia Emilia Sass. Ob koncu leta 1855, ko je bila stara 12 let, se je Sara vrnila iz Sierra Leone v Anglijo. To je bila priložnost za še eno srečanje s kraljico. Znak naklonjenosti, ki jo je kraljica čutila do nje, je mogoče najti v tem, da je svojo mlado varovanko ljubkovalno imenovala Sally. Dejansko je nekaj let kasneje Sara celo prisostvovala poroki Viktorijine hčerke Alice z Ludvikom IV., velikim vojvodom hesenskim. Sredi 50. let 19. stoletja je bilo treba sprejeti odločitev glede prihodnje poti njenega življenja, saj je bilo ugotovljeno, da je njena osnovna izobrazba zaključena in da se ne bo vrnila v Sierra Leone. Zaradi tega je bila v letih, ki so sledila v drugi polovici 50. let 19. stoletja, Sara dodeljena v skrb gospe Sofije Welsh, pri kateri je živela v Brightonu v vzhodnem Sussexu na južni obali Anglije. V teh letih je po vsej Angliji pridobila manjši sloves kot zanimiva afriška princesa, ki jo je pod svoje okrilje vzela kraljica Viktorija in za katero so govorili, da je izjemno inteligentna. V zgodnjih 60. letih 19. stoletja je Sara na družabnem dogodku v Angliji spoznala Jamesa Pinsona, Labulo Davis, trgovec, rojen v Afriki, ki se je poangličil in si je s trgovanjem med Anglijo in Zahodno Afriko nabral precejšnje bogastvo. V okviru svojih trgovskih prizadevanj je postal tudi pomembna osebnost do britanskih misionarskih krogih tam in v Angliji. Davis je zdaj stopil v stik s kraljico Viktorijo, da bi izrazil svoje zanimanje za Mary in Saro, na kar je bila kraljica naklonjena, kljub starostni razliki med njima. V času Davisove prošnje je bila Sara stara približno 18 let, medtem ko je bil on sam 33-letni udovec. Zaradi tega obstajajo nekateri znaki, da Sara s to zvezo ni bila povsem zadovoljna. Kljub temu sta se poročila 14. avgusta 1862 v cerkvi svetega Nikolaja v Brightonu. Primerno je, da je poroko vodil škof Sierra Leone. Po poroki sta se mladoporočenca preselila v Afriko. Nastanila sta se v Freetownu v Sierra Leone, kjer je Sara med letoma 1851 in 1855 preživela 4 leta in kmalu sta postala starša. Leta 1863 se jima je rodila deklica, ki sta jo poimenovala Viktorija po kraljici.
Še en dokaz tesne povezanosti med monarhinjo in Saro je dejstvo, da je kraljica privolila, da bo dekličina botra. Poleg tega je Sara ob obisku v Angliji leta 1867 štiriletno deklico predstavila kraljici Viktoriji. V naslednjih letih sta sledila še dva otroka. Leta 1871 se je rodil Arthur, 2 leti kasneje, leta 1873, pa je družina Davis pozdravila še eno deklico, Stelo. Vendar se je Sarino zdravje v tem obdobju slabšalo. Nekega dne je zbolela za tuberkulozo. Ta nalezljiva bolezen je bila v 19. stoletju po svetu še posebej razširjena in zanjo ni bilo učinkovitega zdravila. Najboljše zdravljenje je bilo prilagoditi način življenja in poskušati živeti v ugodnem podnebju, saj bolezen predvsem prizadene pljuča. Zato se je nekje v 70. letih 19. stoletja Sara preselila na Madeiro, otok ob severozahodni obali Afrike, ki je bil takrat in je še danes pod nadzorom Portugalske. Tukaj je bilo podnebje bolj prijazno kot v Sierra Leone. Zdi se, da se je njen mož, katerega poslovni interesi so bili v težavah, pridružil le z obotavljanjem, medtem ko je njena najstarejša hči Viktorija v tem času že spet živela v Angliji, kjer se je šolala na Cheltenham College v Gloucestershire. Na žalost je Sara umrla zaradi zapletov povezanih s tuberkulozo v mestu Funchal na Madeiri 15. avgusta 1880, stara približno 37 let. Na trajno vez med Saro in kraljico kaže dejstvo, da se je Sarina hči pripravljala na obisk kraljici, ko je konec avgusta v Angliji izvedela, da je njena mati umrla na Madeiri. Tako so bile vezi med monarhinjo in dekletom iz Nigerije še vedno zelo očitne 30 let potem, ko je kraljica Viktorija v svoj dnevnik prvič zapisala vtise o Sari. V njeno čast je njen mož dal postaviti skoraj 3 metre visok granitni obelisk oziroma steber kot del spomenika njej blizu njenega rojstnega kraja v današnjem zahodnem Lagosu. Na njem piše: v spomin na princeso Saro Forbes Boneta. Priča o izjemni zgodbi ženske, ki je posvečen ta spomenik. Za našo zadnjo zgodbo se vračamo v Virginijo 19. stoletja, kjer je en zasužnjen moški zasnoval genijalen načrt za svojo svobodo. Henry Brown se je rodil na plantaži Hermitage v okrožju Louisa v Virginiji leta 1815 ali 1816. O njegovem zgodnjem življenju je bilo zabeleženega malo, razen tega, da je bil zasužnjen od rojstva in nekaj podrobnosti o njegovi družini. V svoji avtobiografiji Narrative of the Life of Henry Boggs Brown, written by himself, je omenil, da ima brata in sestro, ter da se svojih staršev rad spominja. Ko je bil star 15 let, so ga poslali v Richmond, da bi delal v tovarni tobaka. Brown je opisal svojega gospodarja z besedami: naš gospodar je bil izjemno prijazen in ko se je gibljal v svojem dostojanstvu, se nam je zdel kot Bog. Toda kljub njegovi prijaznosti je zelo dobro vedel, kakšna vraževerna prepričanja smo si ustvarili o njem. Nikoli se ni niti najmanj trudil popraviti našega napačnega vtisa, ampak je bil celo videti zadovoljen s spoštovanjem, ki smo ga gojili do njega. Brownovo življenje je bilo polno nepoplačanega trdega dela, vendar je imel bolje kot večina njegovih zasužnjenih vrstnikov. Ker je bil tako dober delavec, ga je njegov lastnik William Barrett nagradil z lepimi oblačili in žepnino. Kot mladenič se je Brown spoprijateljil z žensko po imenu Nancy. Potem sta se zaljubila in se poročila. Skupaj imata 3 otroke, ki so se vsi rodili kot sužnji zaradi načela, da status otroka sledi materi. Brown je živel skupaj z ženo in otroki v hiši, ki jo je najemal, vendar se bo to kmalu spremenilo. Nancy in otroci so bili last gospoda Leea z bližnje plantaže, kar je pomenilo, da je bila njihova usoda odvisna od tega moškega. Brown ni želel zapustiti žene ali otrok, zato je gospodarju svoje žene plačeval približno $50 na leto, da ne bi prodal njegove družine. Na žalost je gospod Lee izdal Browna. Avgusta 1848, ko je bila Nancy še vedno noseča s svojim 4. otrokom, so jih prodali na plantažo v Severni Karolini.
Kot običajno je Brown odšel od doma na delo, a ko se je vrnil, ni bilo nikogar doma. Ko je slišal novico, je bil Brown uničen. Ni jih mogel rešiti in vse, kar mu je preostalo, je bilo, da je jokal za svojo družino. Brown je nekaj mesecev žaloval za izgubo svoje družine. Vendar pa je potem postal odločen, da pobegne iz suženjstva. Kot mlademu fantu mu je mati vcepila močne krščanske vrednote. Brown je bil božji človek in s to vero je zbral pogum, da je zasnoval načrt, ki bi mu omogočil, da postane svoboden človek. Brown je vedel, da te naloge ne bo mogel opraviti sam, zato je prosil enega od članov svojega cerkvenega zbora, da mu pomaga. Njegov prijatelj, James Anthony Smith, je bil svoboden Afroameričan in je bil več kot pripravljen pomagati. Potem sta pridobila še belega moškega, ki se je imenoval Samuel Alexander Smith, da jima je pomagal. Samuel Smith je bil čevljar in hazarder, ki je bil naklonjen abolicionističnemu gibanju. Strinjal se je z načrtom pod pogojem, da v zameno dobi nekaj denarja. Brownov načrt je bil, da se pošlje v zaboju iz Richmonda v Filadelfijo, saj je ta odpravila suženjstvo. Njegov načrt je bil seveda zelo edinstven in ustvarjalen, a hkrati izjemno nevaren. Da bi načrt lahko izpeljal, je Brown plačal $86, kar je danes skoraj $3000 Samuelu Smithu. To je bilo več kot polovica njegovih prihrankov, vendar je bil to tveganje, ki ga je bil pripravljen sprejeti. Smith je nato odšel v Filadelfijo in se pogovoril s člani pensilvanske protisuženjske družbe. Med abolicionisti, s katerimi je govoril, so bili James Miller Mackim, William Steele in Curius Berli. Ti možje so mu svetovali, kako naj uspešno izvede načrt pobega. Smithu so povedali, naj Browna pošlje po pošti v pisarno Passamora Williamsona. To je bilo zato, ker je bil Williamson abolicionist, ki je bil tajnik pensilvanske protisuženjske družbe in član njenega odbora za budnost. Da bi pobeg uspel, je moral Brown najprej izostati z dela, zato si je boleče do kosti opekel prst z žveplovo kislino. Naslednji dan, 29. marca 1849, je zlezel v svojo škatlo, ki so jo njegovi pomočniki zabili z žeblji. Škatla, v kateri bi potoval Brown, je bila poslana kot navadno blago. Nihče ne bi nikoli pričakoval, da bi se človek slačil v tesno zaboj, ki je meril 3 čevlje v dolžino, 2 čevlja in 7 palcev v globino ter 2 čevlja v širino. Zaboj, v katerem je potoval, je bil obložen z volneno tkanino in filcem, da bi bilo nekoliko manj neudobno. V zaboju so bile izrezane le 3 majhne luknje za zrak. Poleg tega je imel za prehrano le malo vode in nekaj piškotov. Na zaboju je bilo tudi označeno, kako mora stati, saj je bilo na veliko napisano ta stran gor. Kljub tej potencialno nevarni poti za Browna se je popolnoma splačalo. Napisal je: če vam nikoli niso odvzeli svobode, kot so jo meni, ne morete razumeti moči upanja na svobodo, ki je bila zame resnično sidro za dušo, zanesljivo in trdno. Med celotnim potovanjem so Browna prevažali na različne načine. Njegovo škatlo so najprej prepeljali z vozom. Potem je potoval z vlakom, dokler njegov zaboj ni prispela do pristanišča. Nato so ga naložili na parnik. Ko je bil ta del poti zaključen, so ga postavili na drug voz, ki ga je odpeljal do drugega vlaka. Na zadnjem delu svoje poti so ga prepeljali s trajektom, železnico in ga po 27 urah prevoza končno dostavili z vozom. Na škatli so bile jasne oznake za delavce, da je treba z njo ravnati previdno in katera stran škatle mora biti obrnjena navzgor. Kljub temu so z zabojem večkrat grobo ravnali in je bil pogosto obrnjen narobe. Na srečo pa Henry Brown ni bil odkrit. Med enim delom svojega 27-urnega potovanja je bila Brownova škatla kar nekaj časa obrnjena narobe. Zaradi tega je mislil, da je morda na pragu smrti. Brown je zapisal, da je bil odločen zmagati ali umreti. Čutil sem, kako mi oči otekajo, kot da bi izskočile iz jamic in žile na sencih so bile strašno napete zaradi pritiska krvi na mojo glavo.
Vendar sta na srečo za Browna dva moška, ki sta iskala prostor za sedenje, zagledala škatlo, jo obrnila na pravo stran in postavila na tla in sedla nanjo. Brown je povedal, da je prav zaradi tega bil rešen iz stanja agonije. Škatlo z Brownom v notranjosti so 30. marca 1849 sprejeli William Steele, James Miller McKinnon, Williamson in drugi člani Filadelfijskega odbora za budnost. Ko so odprli škatlo, naj bi Brown rekel: "Kako ste, gospodje?" Nato je recitiral psalm iz Svetega pisma, kar je naredilo vtis na prisotne moške. Brownova zgodba je bila odlična. Mnogi v abolicionističnih krogih so verjeli, da bi bila to odlična reklama za gibanje in bi povečala njegovo podporo. Vendar pa je obstajalo še drugo stališče, ki je trdilo, da če bi ta pot pobega postala javna, je nihče drug ne bi mogel več uporabiti. Zato naj bi ostala skrivnost. Čevljar, ki je pomagal Brownu, Samuel Smith, je poskušal zaslužiti denar s pošiljanjem drugih sužnjev iz Richmonda v Filadelfijo. Vendar so ga 8. maja 1849 ujeli, aretirali in sodili. Zaradi svojih dejanj je bil obsojen na 6,5 let v državnem zaporu. James Smith, svobodni Afroameričan, se je znašel v podobni situaciji, potem ko so ga 25. septembra aretirali zaradi podobne stvari. Kljub temu, da je bil sojen, je imel James Smith srečo, da ni prejel nobene zaporne kazni in je bil kasneje izpuščen. Brownov pobeg je bil slavljen zaradi svoje ustvarjalnosti in je veljal za sodoben poštni čudež. Poleg tega je izpostavil izboljšave in povečano komunikacijo med zveznimi državami prek državne poštne službe. To je kasneje odigralo pomembno vlogo v abolicionističnem gibanju. Čeprav je jug poskušal nadzorovati abolicionistično literaturo, jim s pomočjo poštne službe to ni več uspevalo. Na jug je prispelo na tisoče brošur, pisem in drugega gradiva. Tako je lahko vsakdo, dokler je bila zasebnost spoštovana, pošiljal pisma in pakete za skoraj vsem. To je seveda skrbelo sužnjelastniški jug. Kljub različnim mnenjem o tem, ali naj se zgodba Browna deli ali ne, je on ni želel zamolčati. Brown je bil evforičen zaradi občutka svobode in izjemno ponosen na svoj dosežek. Kmalu je postal simbol osvobodilnega gibanja podzemne železnice in svojo neverjetno zgodbo uporabil za ustvarjanje novega življenja zase. Nato je postal znan govorec za društvo proti suženjstvu in spoznal Frederika Douglasa. Maja 1849 je dobil vzdevek Box, potem ko je na konvenciji Društva proti suženjstvu v Novi Angliji v Bostonu govoril o zasuženih ljudeh in njihovih hrepenenju po svobodi. Septembra 1849 je v Bostonu izdal svojo avtobiografijo z naslovom Pripoved Henryja Boxa Browna. Napisana je bila s pomočjo Charlesa Stearnsa. 2 leti kasneje je bila izdana v Manchesteru v Angliji. Isto leto, ko je Brown prišel iz svoje škatle, ga je kontaktiral novi lastnik njegove družine. Brownu so ponudili možnost, da odkupi svojo družino, vendar je iz neznanega razloga to zavrnil. Brown je skušal te informacije obdržati zase, vendar so ga kmalu kritizirali zaradi njegovih financ in ker se ni bolj potrudil, da bi dobil svojo družino nazaj. Z zaslužkom od svoje knjige in predavanj sta Brown in njegov prijatelj James Smith začela potujočo panoramo z imenom Ogledalo suženjstva Henryja Boxa Browna. V tem času so bile potujoče panorame ena izmed najbolj priljubljenih oblik zabave, še posebej v ZDA in Angliji. Brownova panorama je bila ena prvih na temo suženjstva. Predstavljena je bila na severovzhodu ZDA in je trajala od aprila do avgusta 1850. Boston Daily Evening Traveler jo je označil za eno najlepših panoram, ki so trenutno na ogled. Vse to se je nenadoma ustavilo. To je bilo posledica zakona o pobeglih sužnjih iz leta 1850. Ta zakon je pomenil, da bi lahko Browna ujeli in mu ponovno odvzeli svobodo. Ker v ZDA ni bil več varen, je oktobra odplul v Anglijo. V Angliji je nadaljeval svojo panoramo, ki je trajala 10 let. Potem se je usmeril tudi v druge oblike zabave,
vendar se je Brown vedno osredotočal na temo suženjstva. Brown je nastopal več stokrat na leto in pravijo, da so ga njegovi nastopi popeljali v vsako mesto v Angliji. Brown je celo igral v več predstavah, vendar je bila njegova igralska kariera kratkotrajna. V 60. letih 19. stoletja je nastopal v predstavah kot čarovnik pod imeni Profesor H. Box Brown in Afriški princ. Medtem ko je bil v Angliji, se je Brown poročil z Jane Floyd, hčerko kositrarja. Kasneje sta imela hčerko po imenu Annie in sina Edwarda. Leta 1875 sta se Brown in njegova nova družina vrnila v Združene države Amerike, kjer je nadaljeval s svojimi čarovniškimi nastopi. Ena od njegovih trikov je vključevala plezanje v škatlo, ki mu je prinesla svobodo. Brown je nadaljeval z nastopi tudi v pozni starosti. Njegov zadnji nastop naj bi potekal v Brantfordu, Ontario, Kanada, 26. februarja 1889. Čeprav niso bili najdeni nobeni zapisi o nastopih, nekateri dokumenti, kot so davčni zapisi, kažejo, da so se njegovi nastopi nadaljevali v zgodnjih 90. letih 19. stoletja. Domneva se, da je umrl v Torontu 15. junija 1897, star 81 ali 82 let. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta kompilacijski video. Če ste prišli do konca, se vam želim posebej zahvaliti. Sporočite mi v komentarjih spodaj, kaj si mislite o videu, in če imate kakšne druge predloge, jih prav tako pustite v komentarjih spodaj. Če želite več takšnih videov, mi sporočite. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vse moje videe takoj, ko jih naložim. To je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjem pozabljenem življenju. Hvala.